Danes v Pomurskem dnevniku. Poletje v Moravskih Toplicah. Rojenje čebel. Premier na vrhu NATO. Nova okrepitev v Muri. Jutri bo pretežno oblačno z možnostjo neviht. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Priljubljena turistična točka Moravske Toplice se vsako poletje preobrazi v koncertno-zabavno prizorišče. TIC Moravske Toplice namreč tudi letos organizira poletje v Moravskih Toplicah. Meni se je danes pridružila gospa Janja Bürmen. Lepo pozdravljeni. Dober dan, lep pozdrav. Se pravi, poletje v Moravskih Toplicah. Dogodek se je že pričel prejšnji teden, ne? In zdaj, če se strinjate, bova midve malo podrsale skozi koledar dogodkov, pogledali, kaj vse... Kaj nas še čaka. Tako. Ja, tradicionalen sklop dogodkov poletja v Moravskih Toplicah prireja TIC Moravske Toplice, se pravi, v slabih 2 mesecih se bo zvrstilo okrog 16 koncertov, 3 festivali, joga na prostem, kino na prostem in številne druge aktivnosti, ne pozabimo pa tudi na poletno turistično tržnico. Se pravi, ob četrtkih etno večeri oziroma četrtkova glasbena popestritev, nekaj skupin je že znanih, tradicionalne, folklorne skupine, romska glasba in tako naprej. Vsako leto se radi vračajo, tudi turisti, obiskovalci jih imajo radi. Povabili pa smo tudi nekaj novih obrazov, novih glasbenih skupin. Se pravi, ob četrtkih od 7:30 naprej četrtkovi večeri, potem ob sobotah poletni sobotni večeri, raznovrstne zvrsti glasbe, prav tako koncerti so na sporedu. Potem nekaj terminov je petkovih kino pod zvezdami se bo tudi odvijal. Na sporedu ta teden že Trikotnik žalosti. Potem ob sobotah pa imamo občasno tudi termine joge ob 9. zjutraj. Kaj pa ponuja pravzaprav ta poletna tržnica? Kaj vse si lahko obiskovalci privoščijo tam? Ja, v bistvu združuje lokalne ponudnike, kmete, rokodelce, pridelovalce, predelovalce. Gre za to, da obiskovalec dobi izkušnjo te raznolike lokalne ponudbe, konec koncev pa tudi turist kupi kakšen suvenir za domov, lokalne pridelave oziroma tudi dosti je tudi domačih obiskovalcev. Zdaj odvijajo se tudi razni kulinarični dogodki, tudi animacije za otroke. Morda še beseda o tem? Drži, ja. Tale sklop prav družinskih festivalov smo zajeli v 3 festivalsko obarvanih dogodkih. Za nami je že festival Bezga, se pravi, pred nami pa še festival Buč v drugi polovici avgusta in pa festival Ajde. Se pravi, stalnica, rdeča nit vseh festivalov je, da je ponudba te lokalno obarvane kulinarike, se pravi, obiskovalci lahko poizkušajo različne jedi iz Bezga oziroma Buč oziroma Ajde. Potem na voljo so tudi različne animacijske delavnice za otroke in pa pestra ponudba drugih aktivnosti. Super, tako da bo pestro v Moravskih Toplicah tudi letos. Povejte vse informacije. Vsi, ki se želijo pridružiti kateremu izmed dogodkov, najdejo na vaših spletnih straneh, ne? Ja, vsekakor. Vsi nastopajoči, izvajalci, sodelujoči so na naši spletni strani, se pravi spletna stran TIC Moravske Toplice, www.moravsketoplice.com. Po poletju pa bo za nas pester tudi september. Namreč naj samo kot iztočnico omenimo, da imamo že objavljenih 19 dogodkov v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine, v okviru tega pa tudi vabimo obiskovalce, da obiščejo naše dogodke in doživijo dediščino, tako naravno kot tudi kulturno, na destinaciji Moravske Toplice. Se pravi, obiskovalci bodo tudi direktno vpeti? Tako, neposredna izkušnja, individualno doživetje, pa tudi edinstveno doživetje. Povezavi z dediščino bodo na voljo, drži. Super. Bi morda za konec dodali še kaj? Kakšno povabilo mogoče? Ja, v bistvu ne bom navajala razlogov za obisk destinacije Moravske Toplice, ker jih je res ogromno. Zakaj k nam na izlet, na vikend oddih, na daljše počitnice. V bistvu bom rekla samo tako, izposodite si kolo, podajte se na označeno pot, spoznajte lokalne ponudnike, doživite
našo gastronomijo in kot za nameček pa potem še seveda na našo prireditev morate obvezno priti. Super. Janja Bührmann, hvala lepa za obisk, pa seveda naj dogodki potekajo tako, kot ste si zamislili. Hvala, tudi vam vse dobro. Sicer povsem običajno nedeljsko popoldne so v Mariboru popestrile čebele. Ali bolje roj čebel, ki je skorajda zavzel delček zunanje terase lokala. Čeprav gre za naravno obnašanje, ko roj išče novo domovanje, pa je bil prizor vendarle zanimiv. Lokal, kamor so se čebele zatekle, ob nedeljah zaprt, zato so imele tam mir za postanek. Ni bilo to 1, 10, 100 čebel, bilo jih je po moje milijon, bil je cel roj čebel in je v bistvu naključno šel mimo čebelar, tako so vsaj meni rekli, ki jih je videl, prinesel opremo in jih polovil. V Mariboru je nekaj urbanih čebelnjakov, sicer pa lahko roj ob selitvi opravi pot, ki je dolga tudi po nekaj kilometrov, zato ni znano, kako daleč so čebele letele. Klicu na 112 pa se je odzval čebelar iz bližnjega Razvanja, ki je roj spravil na varno in ga tudi oskrbel. V mestnem lokalu so se čebele usedle dobesedno na stol in na mizo. To je v bistvu naravni pojav, to je bil čebelji roj, ker je v bistvu zapustil družino svojo in je potem seveda iskal novo domovanje. Kot je povedal, je najpomembneje najprej najti matico, ostale čebele ji sledijo. Z prvim poskusom sem lovil matico, tudi sam sem jo našel v tej gneči čebel, ker matica je tudi večja. Zanimivo, lahko pa tudi nevarno, če vas piči več čebel ali če imate alergijo. Pred pikom čebela se najlažje zavarujemo tako, da ostanemo mirni, če pa do pika vseeno pride. Najbolj pomembno je, da skušamo izvleči želo, torej pogledamo, če je tam na tistem mestu boda črna pika, torej to pomeni, da je želo še noter. Takoj pričeti z hlajenjem. Pojave rojenja čebel navadno opažamo med aprilom in avgustom, v tem času se žuželke zatečejo na drevesne veje, fasade, v razpoke ter tudi dimnike in zračnike stavb. Tudi v tem primeru je najbolje čim prej poklicati številko 112. Dvodnevnega zasedanja voditeljev Zveze NATO v litovski prestolnici so se udeležili tudi premier Robert Golob, ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon in minister za obrambo Marjan Šarec. Predsednik slovenske vlade je tokrat spregovoril o članstvu Švedske in Ukrajine ter o novih odzivih NATO, ki temeljijo na odvračalni in obrambni drži. Premier Golob je pred začetkom srečanja pozdravil napredek NATO. Članstvu se je za Finsko kot 32. država pridružila še Švedska, pri čemer je še dejal, da njena pridružitev kaže na spremenjeno doktrino Zveze NATO, ki govori o odvračanju in obrambi. In v tej luči moramo tudi razumeti slovensko članstvo v NATO, kot želimo biti del mednarodne skupnosti z namenom odvračanja od tega, da bi kdorkoli razmišljal, da je vojaška sila način, kako lahko rešuje meddržavne odnose. Spregovoril je tudi o pristopu Ukrajine, kar je bila še ena ključnih tem srečanja. Predlagano je, da naj bi Ukrajino čakal poenostavljen proces pridružitve. Kakšno pa je stališče Slovenije? Mislim, da je glede tega soglasje na nek način že doseženo, da akcijski načrt ne bo več potreben. Je pa res, da bo dinamika pristopa dobila svoj tek tudi z vidika pogojev. Prvi pogoj zagotovo, ki ga zagovarja tudi Slovenija, je, da najprej moramo iskati pot do trajnega miru, in šele, ko imamo trajen mir, takrat lahko nastopijo pogoji za to, da se pogovarjamo o članstvu Ukrajine v NATO. Slovenija pa podpira tudi zavezo za povečevanje obrambnih izdatkov za najmanj 2% BDP, čeprav za to številko še precej zaostaja. Pot do tja ne bo nujno enostavna, to se zavedamo, trudili se bomo, da bomo v vsakem proračunu povečevali izdatke, pa čeprav za manjši znesek, da bi na koncu lahko prišli do leta 2030 s temi izdatki. Minula sezona se za nogometaše Mure ni končala po željah in pričakovanjih. Vsekakor pa imajo z novo sezono drugačne načrte. Mladi igralec Roko Juričić, ki je sicer prišel iz avstrijskega Rida, je tako še ena okrepitev murskosoboške ekipe. Iz murskosoboškega kluba so sporočili, da imajo po povratniku Amadeju Maroši, Emirju Sajtoskem in Nalolanu Korenu tudi novega bočnega branilca Roka Jurišića, ki bo pomagal krepiti levo stran obrambe. Igralec je v Avstrijo sicer prestopil iz Rijeke, igral je tudi v mlajših selekcijah zagrebškega Dinama, prav tako pa je bil član mlajših selekcij hrvaške reprezentance.
Športni direktor kluba Denis Rajbar je dejal, da so mladega igralca spremljali že dlje časa. Slednji pa se je za Muro odločil, ker verjame, da bo to korak naprej v njegovi karieri. Jurišič je ob prestopu dodal, da želi klub skupaj s soigralci vrniti na mesta, ki vodijo v evropska tekmovanja. Pogodbo z Muro je 21-letnik podpisal do 30. junija 2024. Sedaj pa še preverimo, kakšno vreme se nam obeta v prihodnje. Danes smo imeli spremenljivo oblačen dan z občasnimi plohami, posijalo pa je tudi sonce. V Murski Soboti in Radencih smo opoldne namerili 26, toliko tudi v Krajinskem parku Goričko, v Lendavi pa 27 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo od severa postopno razširile nad vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 23 do 28, na jugovzhodu in Primorskem do 32 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale okoli 19, podnevi od 26 do 27 stopinj. V petek bo na Primorskem precej jasno s šibko burjo, drugod bo delno jasno z nekaj kopaste oblačnosti. V soboto bo sončno in vroče. Temperature v naših krajih bodo zjutraj od 15 do 19, čez dan od 29 do 34 stopinj Celzija. Toliko za danes, več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.